Spoštovani uredniki, novinarji, spoštovani ostali gostje, želim vam lep dober dan in se vam zahvaljujem za današnjo udeležbo na skupni novinarski konferenci 4 občin na Škofjeloškem, torej občina Škofja Loka, občina Gorenja vas Poljane, občina Železniki, občina Žiri. Današnja novinarska konferenca bomo zaključili s krajšim polnoletnim sprejemom, zato upam, da se boste lahko vzeli dodatnih nekaj minut po končanem formalnem delu današnjega srečanja. Moje ime je Mateja Cecilija, sem sodelavka agencije Dialog in bom vodila današnjo novinarsko konferenco, ki je namenjena predvsem predstavitvi skupine projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v področju Sove in kjer bomo spregovorili tudi o ciljih in koristi, ki projekti prinašajo prebivalcem občin na Škofjeloškem. Današnji sogovorniki so gospod magister Miha Ješe, župan občine Škofja Loka, gospod Janez Čadež, župan občine Gorenja vas Poljane, gospod Janez Furlan, podžupan občine Železniki, ki je začasno upravljeno funkcije župana, in gospod magister Janez Žagar, župan občine Žiri. Kasneje pa bo tudi vsak sogovornik predstavil posamezni projekt, ki ga v sklopu celotne operacije izvajajo v posamezni občini. Sedaj bom pa najprej kratko predstavila celotno operacijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v področju Sove, njene cilje, koristi, tako za prebivalce občin, kot tudi koristi za okolje. Torej, operacija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v področju Sove je del celovitega regionalnega okoljskega projekta ureditev področja Sove in predstavlja eno večjih sodelovanj vseh 4 občin na Škofjeloškem, torej občina Škofja Loka, Gorenja vas Poljane, Železniki in Žiri. Skupaj interes občin potrdili že s podpisanim pismom nameri iz leta 2006, podpisan medobčinskih pogodb leta 2007. Operacija ima 3 faze, in sicer prva faza priprava skupine projektov in pridobitev evropskih sredstev je že zaključena. Druga faza, najpomembnejša, najzahtevna, tudi najtežja, je pa faza, v kateri se trenutno nahajamo, torej izvedba posameznih projektov. Ta faza bo predvidoma trajala do konca leta 2014. Tretja faza, to je pa se predvideva v začetku leta 2015, je pa obratovanje nove komunalne infrastrukture. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2014, razvojne prioritete varstva okolja, področje voda ter prednostne usmeritve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Evropska unija ne financira projektov oziroma operacijo v celoti, tako še nekaj delež. Odločbo o dodelitvi sredstev Evropske unije iz krške začetka. To odločbo se že pregleda vse občine, vendar najtežji del je pa izvajanje skupine projektov, ki pa še prihaja. Lahko predvsem počujemo spoštovanje terminskih rokov, pravičnost posameznih izdatkov, stroškov, proračunskih postavk, ter vsega, čemu so se občine zavezali s svojimi projekti. Poleg kohezijskega sklada pa operacijo financirajo še Republika Slovenija in občine iz svojih občinskih proračunov. Kot vidite, celotna investicijska vrednost operacije je skoraj 30 milijonov evrov. Torej, slabih 30 milijonov evrov. Od tega Evropska unija financira slabih 16 milijonov evrov. Operacija se je začela izvajati že po pridobitvi odločbe, dodelitvi sredstev, torej v novembru leta 2009, potem, ko pridobitvi zaključek se predvideva konec leta 2014. Glavni cilj operacije je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v področju Sove, saj spada predvsem izgradnja in izboljšava kanalizacijskih sistemov, izgradnja nove čistilne naprave, ter posodobitev, razširitev in nadgradnja obstoječih čistilnih naprav. Ta operacija bo imela kar nekaj koristi za prebivalce občin, saj bo na kanalizacijo novo priključenih
spletni strani operacije. Torej, operacija se izvaja v okviru 4 projektov. Projekt občine Škofja Loka, projekt občine Gorenje vas Poljane, projekt občine Železniki in projekt občine Želin. Vsak projekt nam bo tudi stavil eden današnjih sogovornikov, zato kar podajem besedo gospodu županu občine Škofja Loka, gospodu Ješetu, da bi nakratko postavil projekt občine Škofja Loka. Lep pozdrav. Za Škofjo Loko je to sigurno v sedanji zgodovini in verjetno tudi v prihodnje največja investicija, ki se jo bomo lotili. Namreč 13 milijonov in pol vrednost celotne investicije samo potem, če računamo še sekundarno del, lahko zaokrožimo to investicijo na nekje 21-22 milijonov evrov. To so seveda ogromna sredstva, to so investicijska sredstva, katerega za del občine Škofja Loka, ki bomo morali izdelati na naslednjih 2-6 let. To se pravi, bo sigurno potrebno določeno zadolžitev, tudi za izvedbo teh projektov. Če samo pogledamo, kaj bomo s tem pridobili, okrog 13 kilometrov, kaj manj kot 13 kilometrov novih ali obnovljenih kanalizacijskih vodov, tako za fekalno kot odgovorno kanalizacijo, potem novo čistilno, malo čistilno napravo gledeča za 2400 kanalizacijskih enot, pa obnovljeno in posodobljeno in nadgrajeno sedanjo čistilno napravo v Nasuki s kapaciteto 45.600 populacijskih enot. To je seveda tak ogromno okvir, ogromno podlagi, katerega bomo imeli kar veliko posebnih gradbišč. Če pogledamo, kje bodo ta gradbišča, potem lahko vidimo, da od starega mestnega jemlja, kjer bo obnovljen in dograjen mestni kanal, pa Puštalo, ostale loki in okoliških vaseh, pa seveda glavni kanal na Trati in pa najpomembnejši del, ki sedaj sploh ni še kanalizacije, ki se pravi Gorišič in pa Greteče. Skupno seveda to pomeni, da bo v aprila naslednjega letošnjega leta, naslednjih 2 leti roka v veliki Kopanov, da bomo skušali z izvajalcem Omgradom in pa seveda z dobrim nadzornikom projektom čim bolje sinhronizirati gradnjo, tako da bo po eni strani obstoječi sistem normalno v funkciji, po drugi strani pa tudi novi sistem po etapah tudi spuščen v potoke. Računamo, da bo do aprila letošnjega leta projektiranje končano, da bo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da v naslednjih letih bo pa seveda gradnja zelo v teku in seveda računamo tudi na razumevanje občanov. Vedeti moramo, to je za Škofjo Loko velika pridobitev, po končanju te gradnje bodo praktično vsa gospodinjstva bodisi čistila svoje odpadne vode preko te kanalizacije na čistilnih napravah ali pa v zaselkih, kjer je manjša populacija ljudi, kjer niso tako strnjena, bomo pa do nekje do leta 2017 uredili tudi vse ostale čiščenje odpadne vode z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Hvala lepa za predstavitev. Zdaj pa prosim gospoda Čaleža, župana občine Gorenje vas Poljane, za predstavitev projekta občine Gorenje vas Poljane. Hvala. Lep pozdrav z moje strani in prav lepe sončne pozdrave pri našim sodelavcem iz Poljanske doline. Projekt občine Gorenje vas Poljane obsega gradnjo kanalizacije, sicer Trgovija Gorenja vas, in sicer na odseku Trgovija Obora, kjer je dolžine dobrega 5 km z črpališčem na Trgoviji 1 in 2 ter 2 črpališčem v Podgorju. Potem je gradnja kanalizacije na sami Trgoviji,
kjer je dolžina dobre pol kilometra, potem pa nadaljujemo z gradnjo kanalizacije na Hotavljah in pa z črpališčem tudi na Hotavljah in sicer v dolžini dobre 2 kilometra. Potem pa še nadaljujemo v Goreni vasi tudi z gradnjo kanalizacije v dolžini dobrih 1,6 kilometra. Potem pa sledi še posodobitev samega čistilne naprave, ki že obstaja, in sicer povečanje iz 1000 enot na 3100 enot. Kar se tiče samega projekta in pa financiranja, je ocena vrednosti projekta na dobre 2,6 milijona evrov. Sami viri financiranja so pa iz kohezijskega sklada Evropske unije in pa planiramo še sredstva iz države in pa iz proračuna občine Gornja Vas. Poljane. Predviden potek in pa stanje tega projekta, ki je za občino Gornja Vas zelo pomemben. Za čistilno napravo Gornja Vas imamo že izbranega izvajalca in pa tudi planiramo pričetek del predvidoma v maju letošnjega leta. Za kanalizacijo je v pripravi razpis za izbiro izvajalca, tako da predvidevamo pričetek gradnje letošnjo jesen. Vsekakor je naša želja pa tudi, da zaključimo v letu 2014, kar pa seveda zahteva od mene in od sodelavcev na občini kar precej velik zadovaj, ker kot vedno se bomo na občini Gornja Vas maksimalno potrudili. Pomemben je tudi podatek, da imamo v občini Gornja Vas Poljane že kar nekaj priključenih prebivalcev in sicer na obstoječo čistilno napravo Gornja Vas imamo preko 900 priključenih prebivalcev, na čistilno napravo Poljane pa slabih 700. Z novim projektom pa potem še planiramo preko 800 novih preklopov naših občanov, dobrih 70 iz gospodarskih con, potem pa še 260 pa že iz obstoječega kanalizacijskega omrežja. Toliko z moje strani za nadaljnja vprašanja, sem pa se bodo na razpolago. Hvala lepa za predstavitev. Zdaj pa prosim podžupana železnikov, gospoda Ferlana, ki začasno opravlja funkcijo župana, da nam predstavi projekt občine Železniki. Hvala lepa za besedo, lepo pozdrav vsem skupaj. V Železnikih pri tem projektu sodelujemo s posodobitvijo in razširitvijo čistilne naprave Železniki. V Železnikih imamo 3 čistilne naprave, eno na Zalendrogu, kjer je zaobsega mestno jedro in ni pričakovati kakšnega povečanja. Ni dolgo, ko smo otvorili povsem novo čistilno napravo v Gornji Vasi, ki bo čistila odpadne vode vasi Selce in Gornja Vas. Že zelo dolgo pa imamo probleme z čistilno napravo, ki je bila zgrajena 1978 za železnike, ki je bila zgrajena za 2000 policijskih enot. Zdaj pa vemo, da glede na število prebivalcev, nove priklope, ki so v tem času že izvedeni in tiste, ki jih moramo še izvesti, da potrebujemo 4500 policijskih enot. S tem je posebno jasno, kako je ta čistilna naprava preobremenjena in je posebno logično, da ne more biti več v pravi funkciji. Zato smo pristopili k temu projektu in se vključili v ta sistem in to ni prvo sodelovanje z vsemi občinami, ampak je že drugo in jaz bi želel, da je teh sodelovanj z občinami nekdanje občine Škofja Loka ali pa kako boste nekoč rekli gospodstva tega dela, da še sodelujemo, kajti pri evropskih projektih se pride lažje zraven, če je širina občin večja. Gre pa za to, da se čistilna naprava vsem posodobi. Treba je pogledati na to, da v tem času tudi funkcionirajo še starejši del. Tako da smo se odločili za tehnologijo, ki je modernejša, vendar s podobnim principom
In če bi ste kratko povedal, da je recimo samo črpališče primarno sedanjih iz sedanjih 100 kubičnih metrov, bi bilo treba povečati z novo tehnologijo, če je tehnologija povsem drugačna, čisto drug način bi bilo treba praktično čistilno napravo podreti, v končni fazi narediti. So pa tehnologije tega sistema tudi tako, kako izboljšene, da so že variantno in se v resnici spreminjajo, stvari so malo nadvili. Črpališče in primarno sedanji postane enak. Gnilišče se pa z dimenzije 240 kubikov poveča na 380, bazen zračevalni preddimenzije 105 kubikov, zdaj je 280, na kanadno sedanjo slušino 1,76. Tako da na osnovi enakega sistema s povsem sodobno tehnologijo bomo čistilno napravo uredili, tako da bomo za 400 policijskih enot funkcionirala. Treba pa vedeti, da leta 1978, seveda sem to čistilno napravo samo prikladalo in je normalno prebrojena, tako da zdaj, ko gledamo naprej, moramo te enote imeti zato, da priklopimo še 60 stavb na Plavžu, 20 na Senovcu, 90 na Sledenem in nekaj na Raciju, kjer je kanalizacija povsem porušena po poplavah. Moramo pa poštevati še prostor kapacitete zaradi naravnega prirastka, pa ta zadeva, ki v železnikih zelo pomembna, da veste, da je to zakonodaja Evropske unije. Moramo do leta 15, čeprav jaz mislim se ta del nekoliko podaljšal, te male čistilne naprave po kraju narediti. Seveda moramo pa na te čistilne naprave v železnikih poskrbeti za to, da bo možno praznjenje teh greznic in teh enot, ki bojo nastale na novo. To bo vsa ta čistilna naprava omogočila. Zdaj pa, kar se tiče same lokacije, ko imamo srečo, lokacija je na Sledenem v reki Sori, odmaknjeno naselja, nikoli nismo imeli nobenih problemov razlog z cesto, enkrat bo občina pristopila tudi k izgradnji nove ceste na možnost naselje, kar se pa samega denarja tiče, gre pa za vrednost 2.650.000 evrov, od tega je 950.000 sama gradna, tako kot pa je že kolega Slovenija si povedal v enakem razmerju. Grejo sredstva recimo 1.270.000 kohezijskega sklada in tem je udeležba 444.000 z države, 317.000 pa nekje iz občine Železniki. Tako da smo lahko veseli, da so dodeljena sredstva na tak način, kjer so sredstva z kohezijskega sklada v velikem odstotku, da je manjše na občini, kjer vsi, ki smo tukaj redovljamo, kako se spremenijo procenti za investicije, primerjavi s 30% oziroma odstotkov, ki je namenjen za stvari, ki so preko fiksne, to je šolstvo, zdravstvo in naprej. V občini Železniki se je od ustanovitve občine pa zdaj razmerjal od 40-60. In so take sredstva, ki dobimo zlata vredna in jaz se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli, da smo se vključili projekt, prišli zraven, da bomo lahko to izvedli. Povem pa, da smo tudi po dobitvi gradnega dovoljenja, včasno pa smo pripravljali spustna dokumentacija za izbiro izvajalca, nadzornega izvajalca. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Zdaj pa predajam besedo županu občine Žiri, gospodu Žarju, da nam predstavi projekt občine Žiri. Izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Občina Žiri sodeluje pri projektu čiščenja odpadnih vod porečja Sore z dvema projektoma, in sicer zgradnjo kanalizacije v 3 mestnih naseljih Dobrača in Kruk ter razširitev in posodobitev čistilne naprave iz 5.000 na 6.000 enot. Za oba projekta imamo že izbrane izvajalce. 3 kanalizaciji imamo za izvajalca Hidrotehnik d.d., ki je zdaj že pričel v lanskem letu. V mestu
letu že uspeli priključiti kompletno mesto Žilina na to novo čistilno napravo. Cel projekt ne bi bil končan v letu 2013, ko bi se končalo enoletno poskusno obratovanje. In jaz mislim, da je gre za velik, mislim, da največji projekt v naši občini, 700,000, se pravi skupaj 2,100,000 evrov, je to res, kot so moji predstavniki rekli, zapotovali za izkoristiti vsaka sredstva, da bi teh sredstev vedno težje priti. Toliko je z moje strani, če se bo vprašanje, sem pa služen za bolj odpravljati. Hvala lepa za predstavitev. Spoštovani novinarji, verjamem, da so me v svojih projektov praviloma nekaj vprašanja. Zato predajem se. Spoštovani gospod, je še vprašanje sem povedal. Predvidite vi na svoje vprašanje, da se jaz samo zahvalil seveda razvojne agenciji SORA, ki se tako lepo koordinirala, seveda vsem kolegom iz nekdanjega loškega gospodstva, kot je bilo rečeno, gremo voda teče dol proti in se zahvaljujem, da boste tako lepo očistili SORO, da bo pri nas lahko kopalna in spet se razvil kopalni turizem, mi pa obljubljamo, da bomo nekaj podobnega naredili in odločimo. Hvala lepa, torej naši sogovorniki so na voljo za vprašanje. Izvolite. Kar se te vrednosti, so samo sedaj trenutno podpisane vrednosti pogodb. Jaz sem pa sam povedal že, da naša vrednost je nekje 21 milijonov evrov, to se pravi, že tle je nekje 70-75% vrednosti, zato ker bo potrebno poleg tega glavnega odnosa, se pravi primarnih vodov, izdelati še sekundarne vode. Upamo, da bomo tudi za te izvedbe dobili čim več nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov, kar iz kohezijskih skladov je pa namenjeno samo tem projektom, za kateri so zdaj podpisali že pogodbe. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa, koliko več vprašanj.